Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretje ligaškega nogometa. Pred nami je tekma 11. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Sliko pa se javljamo iz Prevalj, kjer je pred nami koroški spopad, koroški derbi med Korotanom in pa Dravogradom. Tako eni kot drugi so v prejšnjem krogu dobili manj od pričakovanega. Prevaljčani so doživeli boleč poraz 4-0 na gostovanju v Podvincih, Dravogradčani na drugi strani pa so dve tekmi zapovrstjo ostali brez zmage. Po porazu v Cirkulanah so v prejšnjem krogu zgolj remizirali pred domačimi navijači proti Vidmu z 2-2, a glede na sam potek srečanja in zaostanek z 0-2 so tudi s točko lahko več kot zadovoljni. Jasno pa je, da bodo tako eni kot drugi storili vse, da se danes vrnejo na zmagovita pota. Zmaga na tem večnem koroškem derbiju pa bi tako za ene kot druge lahko sezono znova obrnila navzgor. Glede na stanje na lestvici pa je manjša vloga zagotovo na strani gostov, ki so na nek način tudi pričakovano višje rangirani, bi lahko rekli, a na teh koroških spopadih favoriti na nek način ne zmagujejo vedno, oziroma favorita praktično ni. Velikokrat je ključnega pomena domač teren, tokrat pa je ta na strani prevaljske zasedbe Korotana. Preletimo še obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Vidovšek, v obrambi z leve proti desni Krivonok, Denis Zavalovšek, Jezernik ter Hutmajer, zadnja vezista sta Lasnik ter Pipuš, pred njima trojec Ofič, Grušovnik in Anže Zavalovšek. Najbližji nasprotnikovim vratom pa tekmo pričenja Plesec, trener domače zasedbe Tim Kuzma, pri gostih iz Dravograda pa v vratih Pridgar, v obrambi z leve proti desni Tadej Štahel, Dobaj, Obreht ter Petek, v zvezni vrsti Kovač, Tine Štahel ter Založnik, v napadu pa trije nogometaši, to so Pori, Kogelnik ter Obretan, trener gostujoče zasedbe Žiga Kljajič. Glavni sodnik obračuna je Bojan Tkalčič, njegova pomočnika Žiga Šumer in Marcel Lahovič, delegat tekme je Drago Koletnik. Sredine igrišča bodo za začetek tega obračuna krenili nogometaši v zeleni športni opremi. Gre za zasedbo Dravograda, na drugi strani pa Prevaljčani v svojih tradicionalnih modrih barvah. Kapetan gostov Kogelnik, pri domačih pa to funkcijo upravlja Lovro Grušovnik. Kot rečeno, so danes veterani tudi odigrali tekmo, odigrali so v spomin na dolgoletnega vodjo navijaške skupine, žal prehitro preminulega Dušana Potočnika. Zdaj pa derbi na Prevaljah, le še nekaj trenutkov. Treba izpostaviti tudi, da je danes pred tem obračunom bil odigran tudi dvoboj veteranov Korotana in pa Dravograda v spomin vodji navijaške skupine Korotana Dušana Potočnika. To je še bilo v času prve lige. Kot že rečeno, pa sredine igrišča bodo krenili gostje. Zadnjo medsebojni spopad pa sta ekipi odigrali v lanski sezoni, skupno sta jih odigrali 15, kar 13krat so se zmage veselili Dravogradčani, zgolj 2krat so uspeli zmagati Prevaljčani. V gol razliki je kar 9-28 v prid zelenih z Dravograda. Na zadnje pa so se pomerili, kot že rečeno, v drugem krogu lanske sezone, ko so se zmage z 2-0 veselili nogometaši Dravograda. Oba gola sta padla v drugem polčasu. V 61. minuti je na 1-0 gol dosegel Nejc Pečnik, zgolj 4 minute kasneje pa je Obretan postavil končnih 2-0 za Dravograd. Tekma se zaenkrat še ne pričenja, nekaj težav je na klopi Dravograda. Bojan Tkalčič opozarja goste na celotno situacijo. Vendarle mislim, da nas sedaj še res loči kratek čas do začetka tega koroškega derbija med Korotanom in pa Dravogradom. Jasno, tribune so lepo izpolnjene, oziroma mislim, da bi lahko rekli, da so polne do zadnjega kotička, če bi se dejansko ljudje, ki stojijo od zgoraj, preselili na sedeže.
še vedno prihajajo navijači na tribune, tako da je praktično vse nared za ta koroški spektakel. Še vedno čakamo, da da glavni sodnik znak, vendarle končno je Bojan Tkalčič dal znak za začetek tega koroškega derbija. 16. zapovrstjo. Napako so si privoščili v taboru domačih. V teh trenutkih tudi prvi udarec iz kota na tem obračunu pripadel bo gostujoči zasedbi Dravograda, izvajalec bo številko 8 Dobaj. Dobaj proti bližnji vratnici, najvišji v skoku domači na to strel z razdalje z voleje, žoga je zletela mimo vrat domačega vratarja Vidovška. Ta na kratko proti Denisu Zavolovšku, še enkrat več lahko vse skupaj vidimo v počasnem posnetku, ta poizkus gostov. Pipuš out za Korotan. Še na prizor žogi domači nogometaši, izbil je vse skupaj Obreht. No out med tem za Prevaljčane. Sijajna priložnost za domače strel, 1-0. 1-0, vodstvo Prevaljčanov v tretji minuti. So domači prišli do prednosti, 1-0. Zelo hitro so vse skupaj odigrali v taboru Korotana in prišli do prednosti. Še enkrat si lahko vse pogledamo v počasnem posnetku, lepa podaja v prostor in sijajen zaključek številko 7 Anžeta Zavolovška. Sanjski začetek za Prevaljčane, Dravograjčani pa bodo morali strniti svoje vrste. Že na zadnjih dveh tekmah smo vajeni, da pri Dravogradu na nek način začnejo zelo počasi in na to skozi tekmo stopnjujejo svoj ritem. A jasno, danes za ta koroški spopad je ta začetek zelo boleč. Prevaljčanom pa bo gol, ki so ga dosegli v tretji minuti, dal krila. In tako bodo iskali še naprej svoje priložnosti. Veliko napako so si privoščili v obrambi oziroma domači so zelo dobro odigrali v tej situaciji, hitro in že takoj dokazali gostom, da bodo morali danes odigrati 100% zbrano, če bodo želeli do kakšne točke. Petek proti Obretanu. Prekršek nad Petkom, zelo čvrsto, gredo vsak dvoboj, vsak duel domači nogometaši. Tokrat je bil preoster nad Petkom kapetan Grušovnik. Prosti strel bo za goste izvedel številko 3 Obreht. Obreht spodajal kazenski prostor. V prepovedanem položaju se je znašel eden izmed Dravograjčanov.
Prosti strel je izvedel Vidovšek. Jezernik na desno stran, kjer je Hutmajer. Ta znova vrača Jezerniku. Dobro se je znašel Jezernik, Denis Zavolovšek. Podajo prostor proti Krivonogu. Tokrat je bila obramba Dravograda dovolj pozorna na vse skupaj. Petek vrača Obrehtu. Že tako je jasno, da Prevaljčani želijo od samega začetka vršiti ta visok pritisk na zadnjo vrsto Dravograda. Sedaj, ko so prišli do zadetka prednosti v 3. minuti preko Anžeta Zavolovška, jasno bodo še lažje na nek način nadaljevali s tem ritmom. Prosti strel bo sedaj izvedel Pipuš. Pipuš, najvišji Obreht. Prekršek je storil Lasnik. Obreht. Žoga je pri gostujočem vratarju Pridgarju, ta znova proti Obrehtu. Založnik znova proti Pridgarju, ta proti Dobaju. Takoj ob sprejemu gostujočih nogometašev so Prevaljčani pozorni oziroma pritisnejo na nogometaše Dravograda, v tem trenutku brez prekrška nad Porjem. Izbija Grušovnik. Porje uspel žogo zadržati v kazenskem prostoru, Kogelnik strelja, obramba Vidovška. 7. minuta, prva prava priložnost za Dravograjčane. Že od samega začetka je razvidno, da tako eni kot drugi igrajo zelo čvrsto, v vsakem duelu gredo maksimalno in to je prav to, kar smo pričakovali od tega koroškega spopada. Znova lahko prejšnjo priložnost Kogelnika vidimo po časnem posnetku, dobro se je znašel Pori. Hutmajer je slabo ocenil oziroma ni pričakoval, da bo Kogelnik spremljal celotno situacijo, a Vidovšek se je izkazal z obrambo in prednost Korotana ostaja 1-0. Predložek pred vrata, najvišji v skoku domači nogometaši, še vedno posesti Dravograjčani. Kogelnik znova strelja, mimo gola je sprožil kapetan Dravograda. Hutmajer vrača Jezerniku. Jezernik do Denisa Zavolovška. Ponudil se je Lasnik, veliko prostora ima Lasnik. Umešal se je Kogelnik, preprečil podajo Lasniku. Petek. Kogelnik, dobro je Kogelnik žogo odložil proti Kovaču. Ta takoj do Porja, še vedno posesti Porju v samostojni akciji. Grušovnik z dobro obrambno reakcijo, kot vse kaže je udarec v tej situaciji strani Porja prejel Grušovnik, kapetan Korotana. Še vedno je na tleh Lovro Grušovnik. Seveda brez težav bo kapetan Korotana nadaljeval s tem dvobojem. Out tokrat pripada domačim, dobro, Hutmajer. Hutmajer bo tudi sam izvedel ta out za Korotan. Do žoge Ofič, lepo Ofič proti Lasniku, ta znova do Ofiča, spreten je Ofič. Mirno vrača Jezerniku. Jezernik z diagonalno podaja proti Plescu, Plesec in Obreht v dvoboju.
tokrat spretnejši Obrecht. Obretan, napaka Obretana. Prekršek si je na koncu privoščil Pipuš. Diagonalna podaja na desno stran, kjer se je dobro odkril Obretan. Še vedno Obretan, ta vrača Petku. Petek, znova Obretan. Izbija Denis Zavolovšek, Ofič spretnejši od založnika. Ofič je takoj spodajal prostor, iskal Plesca, vendar le slednji ni bil pozoren oziroma pripravljen na takšno podajo Ofiča. Znova pri žogi Dravograjčani, ki so po tistem prejetem zadetku v 3. minuti prevzeli pobudo nad tekmo, bi lahko rekli, iščejo seveda zadetek izenačenja, a morali bodo biti pozorni v zadnji vrsti, da domači preko hitrih protinapadov ne pridejo do povišanja prednosti. Pipuš je priboril out Korotanu. Izvedbo le tega bo prepustil Hutmajerju. Grušovnik, znova Hutmajer, Pipuš, še vedno pri žogi Pipuš, ta vrača vse nazaj proti Denisu Zavolovšku. Na levi strani je Krivonok, Ofič, še vedno Ofič, s povratno podajo proti Jezerniku. Grušovnik, slabo je žogo sprejel Grušovnik, v protinapad za Dravograd je krenil Pori, zelo hiter je Pori, še vedno pri žogi Pori. Proti Kogelniku, kazenski prostor, pravočasno izvrat Vidovšek. Zelo hiter nogometaš je Pori, njegov prodor lahko vidimo še enkrat. Lepo je krenil po levi strani, nekoliko za hrbet podal Kogelniku, ta ni uspel zaustaviti podaje Porija. Tako je obetavna akcija Dravograda splavala po vodi. Krivonok vrača Denisu Zavolovšku. Lasnik proti Jezerniku. Jezernik je iskal Plesca, umešal se je Tilen Štahel. Hitro je zadel prosti strel nogometaš Dravograda. Kovač takoj spodajal napad, kjer je svojo priložnost iskal Tadej Štahel. Na kratko Vidovšek proti Denisu Zavolovšku. Znova posesti Denis Zavolovšek, na levo stran, kjer je Pipuš. Podajo Pipuša je prebral Petek, out bo pripadel Korotanu. Z avta bo žogo igro poslal Krivonok, znova proti Pipušu. Še vedno posesti Pipuš, ta vrača Jezerniku. Tako je na Jezernika pritisnil Kovač, Vidovšek. Pipuš je pametno prepustil žogo Ofiču, ta je pa priboril out za Korotan. Znova Krivonok. Krivonok z visoko podaja proti Plescu. Izbija Obrecht. Pipuš s prsmi. Lasnik je krenil, oster prekršek Tadeja Štahela. Še enkrat lahko ta štart vidimo v počasnem posnetku. Krenil je Lasnik, nato pa prekršek Tadeja Štahela. Prosti strel bo pripadel domačim, izvajalec pa številko 8 Ofič. Ofič izbija Petek. Anže Zavolovšek, nov prekršek, tokrat preoster Kovač.
Z desne strani pa bo predložek v kazenski prostor poslal Pipuš. Pipuš izbija Pori, ne najbolje v tej situaciji Pori, dovolj zbran in spreten Pridgar. Obreht na desno stran, ker je Petek proti Obretanu, ta je prelisičil krivo noga, vendarle je žoga zapustila igrišče in out bo pripadel za Prevaljčane. Izvajalec Krivonog, ta takoj na kratko proti Denisu Zavolovšku. Pipuš proti Jezerniku. Jezernik do Anžeta Zavolovška, vmešal se Kovač. Kogelnik in Jezernik v dvoboju, zelo močan in hiter je Kogelnik, še vedno Kogelnik v bloku domači nogometaši, Hutmajer, znova Kogelnik, zelo močan je Kogelnik v bloku nogometaši Korotana in drugi kot na tem obračunu, tudi ta bo pripadel Dravogradu. Oziroma gre za met iz avta, znova proti Kogelniku, vse skupaj izbija Hutmajer, Obreht takoj spodaja na desno stran, ker je Petek, dobro Petek, še vedno pri žogi Petek, Obretan, še vedno Obretan, dobro je preigral krivo noga, poizkus s predložkom. Podaja na levo stran Založnika. Dovolj hiter Pori vrača, oziroma sedaj v posesti Pori. Dobro se je obrambo vrnil Anže Zavolovšek, Pori pa je na koncu storil prekršek in prosti strel za Korotan. Prosti strel bo izvedel kar vratar Korotana Vidovšek. Na zadnjih 5 preizkušnjah so domači nogometaši vknjižili 2 zmagi, 1 remi ter 2 poraza, se pravi zbrali so 7 točk, remizirali so proti Vidmu z 2-2, premagali pa Cirkulane 3-2 ter Dravinjo z 1-0, izgubili pa v obeh primerih na gostovanjih proti Podvincem 4-0 ter proti Zavrču z 2-1. Nov poizkus domačega moštva, katerega bomo lahko videli še enkrat v počasnem posnetku. Do strela je na koncu prišel Ofič, a brez večje nevarnosti za Pridgarja, ki je žogo brez večjih težav ujel. Na desni strani ima sedaj veliko prostora Petek, še vedno Petek, dobro se je obrambo vrnil Ofič, brez prekrška nad Petkom. Ofič, preoster Tadej Štahel. Na drugi strani pa so Dravograjčani na zadnjih 5 tekmah zbrali 3 zmage, 1 remi ter 1 poraz, se pravi 10 točk, premagali so Šampion 6-2, Dobrovce s 5-0 ter Šmarje z 0-1, izgubili pa, kot že rečeno, v Cirkulanah z 2-1 ter v prejšnjem krogu remizirali proti Vidmu z 2-2 in s tema 2 rezultatoma na nek način morda nekoliko preveč od željenega seveda zaostali za vodilno Bistrico. Prosti strel za Dravograd je izvedel številko 20 Založnik. Lepa podaja proti Petku, še vedno Petek na mestu, Denis Zavolovšek, drugi udarec iz kota za Dravograd. Znajo vse skupaj odigrati Dravograjčani, znova pa bo izvajalec kota številko 8 Dobaj. Dobaj s predložkom, najvišji v skoku Krivonog, nov predložek Dobaja.
izbija Vidovšek. Grušovnik, out bo pripadel Dravograjčanom. Iz avta bo žogo igro poslal Petek. Petek proti Kogelniku, ta znova do Petka, dovolj pozoren v obrambi Lasnik. Teče 21. minuta v prvem polčasu, še vedno vodijo domači z 1-0 po zadetku Anžeta Zavolovška v 3. minuti. Petek s predložkom v kazenski prostor, mirno Vidovšek. Do tega kroga je največ zadetkov v prvenstvu dosegel Peter Kogelnik, 12, sledila sta mu Bajra in Ramšak z 8, 7 jih je dosegel Žan Ramšak, po 6 pa sta jih dodala Planšek in Podbrežnik. Do tega 12. kroga skupno je bilo odigranih 70 tekem, videli smo 31 zmag domačih in 22 zmag gostov ter 17 neodločenih rezultatov, doseženih je bilo 235 golov, 134 proti 101 je v prid domačih ekip, v povprečju je to 3,4 zadetka na obračun. Grušovnik. Out bo na koncu pripadel Korotanu. Izvajalec bo številko 17 Hutmajer. Hutmajer s predložkom Obreht na mestu, Grušovnik višji od Petka, še vedno pri žogi Ofič. Ofič vrača proti Pipušu, Pipuš je iskal Hutmajerja, omešal se Pori, Pori tako je spodal napad, ker je iskal Kogelnika, nesporazum med tema dvema nogometašema, Denis Zavolovšek nenatančen pri oddaji žoge, dobro je Lasnik prebral namero Petka. V posesti Pipuš, ta mirno vrača Denisu Zavolovšku. Denis Zavolovšek proti Lasniku. Out bo pripadel prevaljski zasedbi, izvajalec bo številko 3 Krivonog. Krivonog proti Ofiču, ta spovratno podaja proti Krivonogu, na nje pritisnil Bretan. Dovolj hiter Lasnik, prekršek nad domačim vezistom je storil številko 14 Kovač. Bomo videli, kako bodo gosti oziroma kakšen načrt imajo gostje, da danes pridejo do vseh 3 točk oziroma prvotno seveda do izenačenja. Niso še imeli tiste prave izrazite priložnosti za zadetek, prosti strel za Korotan je izvedel Pipuš. Pipuš nekoliko na pamet v tem primeru, mirno je žogo ujel Pridgar. Obreht na desno stran, kjer je Petek. Oster štart v tem primeru Petka, prekršek nad Krivonogom. Prosti strel bo za domače izvedel številko 5 Denis Zavolovšek. Najvišji v skoku Tilen Štahel. Dobaj vrača svojemu vratarju Pridgarju, ta na kratko proti Obrehtu. Znova Obreht proti Dobaju.
Še vedno posesti Obrecht, v napad se je po desni strani vključil Petek. Denis Zavalovšek v prepovedanem položaju. Petek. Denis Zavalovšek proti Jezerniku. Znova v posesti Denis Zavalovšek, visoko so v teh trenutkih stopili gostje. Vidovšek pametno, bi lahko rekli, izbija proti Ofiču. Mirno Obrecht vrača Pridgarju. Znova pri žogi Obrecht. Obrecht vrača proti Založniku. Dobaj. Dobaj proti Tilnu Štahelu. Še vedno pri žogi Tilen Štahel. Predložek proti Kogelniku. Kogelnik najvišji v skoku. Obramba Vidovška, izenačenje. Izenačenje. Strelec zadetka številko 9 v 26. minuti. Peter Kogelnik po podaji Tilna Štahela, prvotno najvišji v skoku Kogelnik. A na začetku se je z obrambo izkazal vratar domačih Vidovšek, nato pa Kogelnik še z eno priložnostjo le-te ni zapravil in z levico žogo praktično zabil gol domačega moštva. 1-1 v 26. minuti. Se vse skupaj začenja znova, bi lahko rekli. Pipuš vrača do Vidovška. Vidovšek do Jezernika. Jezernik s preskok igro, tokrat proti Plescu. Pravočasno izvrat Pridgar. Seveda ta zadetek zagotovo to mentalno prednost v teh trenutkih daje gostom. Obrecht. Dobro, Denis Zavalovšek proti Ofiču. Ofič je lepo našel Pipuša. Umešal se je Obrecht. Atraktivno Obretan. Tej situaciji ni sledil Tadej Štahel. Obretan proti Kogelniku. Lepo Kogelnik proti Tilnu Štahelu oziroma Tadeju Štahelu. Ta je na levi strani našel Porja. Pori v bloku Hutmajer. Kot bo pripadal Dravogradu, tretji na tem obračunu. Domači še zaenkrat tega niso izvajali. Na izvedbo pa znova odhaja številko 8 Dobaj. Dobaj tokrat proti udaljenejši vratnici. Napaka Vidovška. 1-2. 1-2 vodstvo Dravograda v 29. minuti. So Dravograjčani preobrnili rezultat in kar naenkrat se vse skupaj obrača. Dravograjčani imajo prednost 1-2. Še enkrat lahko vidimo ta zadetek gostov. Predložek Dobaja, na to težave Vidovška, ki ni uspel ujeti te vsaj na videz enostavne žoge, na to pa je bil dovolj pozoren Tine Pori in vodstvo Dravograda z 1-2. Prav ta šok, ta izenačujoči zadetek, že takoj po le-tem je bilo vidno, da so domači v nekakšnem šoku, da bodo potrebovali nekaj minut, da znova najdejo svoj ritem. Vse skupaj so dobro izkoristili gostje in prišli še do drugega zadetka, ter od 29. minute vodijo z 1-2. Hutmajer proti Grušovniku. Out bo pripadel Dravogradu. Out bo za Dravograjčane v tem primeru izvedel številko 19 Tilen Štahel proti Kogelniku.
Kogelnik, atraktiven poizkus gostov, Kogelnik strelja v zadnjem trenutku v bloku Jezernik. Četrti udarec iz kota za Dravograjčane. Še vedno so domači v šoku po drugem prejetem zadetku. Kaj hitro bodo morali strniti svoje vrste, v drugačnem primeru se jim zagotovo ne piše dobro pred nadaljevanjem tega prvega polčasa oziroma nasplošno tega obračuna. Tokrat Vidošek dovolj zbran v tem primeru. Out za Dravograd, tako bodo gostje lahko nadaljevali s svojim napadom. Iz avta Petek je iskal Porja, brez prekrška nad Porjem. Izbijajo domači nogometaši, Obreht v težavah, vendarle jih je dobro razrešil, še vedno pritiskajo na Obrehta domači nogometaši, preoster pa v tem dvoboju z Lasnikom branilec Dravograda. Prosti strel je izvedel Denis Zavolovšek, na kratko znova proti Jezerniku. Jezernik je iskal Grušovnika, Jezernik in Kogelnik v dvoboju, še vedno v posesti Kogelnik. Na koncu vendarle uspešnejši Jezernik, vendarle Kogelnik do žoge, res zelo močan in spreten je Kogelnik. Strel z razdalje Založnika, čez vrata je sprožil vezist Dravograda. Še enkrat si lahko gledamo celotno situacijo, dobro je Kogelnik našel Kovača, ta je žogo prepustil Založniku, slednji pa je sprožil visoko čez vrata Vidoška. Danes so pred tem našim dvobojem že bili odigrani trije obračuni tega 11. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Pričakovana zmaga Bistrice na gostovanju v Šmarjah. Z 0:2 Bistričani tako nadaljujejo svoj pohod proti naslovu prvaka, bi lahko rekli, še vedno ne poznajo poraza. Dobrovce so prišle do zelo pomembne zmage na domačem igrišču proti Posavje Krško z visokih 4:1 so odpravili nogometaše Posavja. Prekršek medtem Jezernika nad Porjem. Zaključujem prejšnjo misel, nogometaši Dobrovc so tako prišli do 9. točke in se zadnjemu mestu oddaljili na že lepih 6 točk. Dravinja pa je premagala Podvince z 2:0 in se tako znova vrnila na zmagovita pota, bi lahko rekli. Šlo je dejansko za obračun dveh ekip, ki sta soseda na lestvici, a obojni pri 15 točkah. Dravinčani so tako nekoliko pobegnili Podvincem. Prosti strel za Dravograjčane, podaja proti bližnji vratnici, izbija Lasnik. To bo 5. udarec iz kota za Dravograd. Še enkrat lahko vidimo ta poizkus gostov in izbijanje Lasnika. Znova izvajalec številko 8 Dobaj. Vidošek izbija, Ofič dokončno za nov udarec iz kota za Dravograjčane, že 6. v tem prvem polčasu. Dravograjčani so na nek način ta celoten prvi del, razen tistih prvih 3 minut, v katerih so prejeli zadetek, boljši nasprotnik, bi lahko rekli, kar so kronali z 2 zadetkoma. V 26. minuti ga je dosegel Kogelnik in še na to 3 minute kasneje Pori. Tako da od 29. minute vodijo gostje z 1:2. Zbija Pipuš, do žoge Petek. Nekoliko na pamet v tem primeru, golaut za vratarja Vidoška, ki je takoj na kratko odigral proti Denisu Zavolovšku. Pipuš, še vedno pri žogi Pipuš,
Ofič vrača Denisu Zavolovšku. Denis Zavolovšek. No, lepa situacija, oziroma dobro so vse skupaj odigrali Prevaljčani, po podaji Pipuša morda ni najbolje žoge sprejel Anže Zavolovšek, a še eno opozorilo za gostujočo obrambo, da bodo morali biti pozorni na vse skupaj, na te diagonalne podaje na Zavolovška in Ofiča. Obreht proti Obretanu. Denis Zavolovšek mirno do Ofiča. Ofič z visoko podajo proti Plescu, še vedno Plesec strelja, izenačenje! 2-2, strelec zadetka v 36 minuti, pa Plesec po sijajni podaji Ofiča so domači v 36 minuti prišli do izenačenja in znova se vse skupaj začenja, znova bi lahko rekli, še enkrat lahko vidimo celotno situacijo, res sijajna podaja proti Plescu, ta se je zelo dobro znašel ob založniku ter mojstersko premagal vratarja Pridgarja. 2-2. Sijajen obračun spremljamo na tem koroškem derbiju. V prvem polčasu videli smo že kar 4 zadetke. Prvega na tekmi so v 3. minuti dosegli domači, na to preobrat gostov in pa novo izenačenje v 36 minuti, tokrat strelec Plesec. Je zanimivo bo videti, kaj vse še nas čaka do konca prvega dela in jasno do konca celotne tekme. Anže Zavolovšek, tokrat je dobro vse skupaj prebral Tilen Štahel, čvrsto v ta duel domači nogometaši, obležal je Tadej Štahel. Bomo videli, ali bo lahko nadaljeval z obračunom nogometaš Dravograda. Jasno, nekaj besednih dvobojev tudi na sredini terena in to je dejansko tisto, kar se pričakuje na teh derbijih. Še vedno pa je na tleh Tilen Štahel. Jasno, vsi skupaj upamo, da bo lahko nadaljeval s tem dvobojem. Še enkrat bomo videli ta dvoboj. Zelo oster štart strani domačega nogometaša. Zelo močno je šel ta dvoboj Lasnik. Vse zaenkrat dobro kaže, da bo lahko Tilen Štahel nadaljeval s tem dvobojem. Pri gostih se niso odločili, da žogo športno vrnejo domačim. Zanimiva odločitev strani gostov. Pipuš v prostor proti Anžetu Zavolovšku. Ta je v kazenskem prostoru našel Plesca, ki je nastreljal
Obrehta, kakšna sjajna priložnost za Prevaljčane, ostaja 2-2, sedaj se vse bolj iskri na igrišču kot tudi na tribunah in zares sjajen derbi spremljamo. Obreht. Še vedno Obreht, ta vrača proti Pridgarju. Štahel vrača znova proti Dobaju, ta spodaj v napad, kjer ni bilo nobenega izmed gostujočih nogometašev. Petek na mesto Ofič, Pipuš in Petek v dvoboju, out za Dravograjčane. Do žoge Prevaljčani, Plesec, prekršek je storil Dobaj. Zelo kvaliteten je napadalec Korotana Plesec, ki zna tako zadržati žogo. Še enkrat pa lahko vidimo prejšnjo priložnost Korotana, da bi prišli do preobrata, do prednosti in Obreht je bil dobro postavljen, s tem preprečil še tretji zadetek v mreži Dravograda. Pipuš s podajo izbija znova Obreht. Tadej Štahel proti Založniku. Lasnik, še vedno v posesti Lasnik. Ta vrača krivo nogu, Denis Zavalovšek v posesti. Ta prepušča Pipušu. Še vedno Pipuš. Pipuš na desno stran, nekoliko na pamet. Je iskal Hutmajerja, out za Dravograd. Denis Zavalovšek nanje takoj pritisnil Kogelnik, še enkrat več dokazal, kako močan nogometaš je. Znova žoga ostaja v posesti gostov. Prekršek medtem Porja, prosti strel za domače. Teče 43. minuta v prvem polčasu, rezultat pa 2-2. Podaja proti Anžetu Zavalovšku, najvišji so bili v skoku Dravograjčani, Anže Zavalovšek proti Ofiču, ta do Pipuša, ta še enkrat več iskal Ofiča, mirno Petek vrača Obrehtu, visok pritisk v teh trenutkih Prevaljčanov, atraktivno so odigrali goste, a neučinkovito bi lahko rekli, out bo pripadel Korotanu, izvajalec številko 3 Krivonog. Kogelnik spodaja na desno stran, kjer je Obretan, na mestu Jezernik, out za Korotan. Dobro je vse skupaj v tem primeru razrešil Jezernik. Iz avta bo žogo igro poslal Krivonog. Krivonog proti Plescu. Plesec in Obreht v dvoboju, še enkrat lepo Plesec, iskal je Grušovnika, izbija Dobaj. Pipuš v bloku Tadej Štahel. Tadej Štahel spodaja proti Kovaču. Kovač takoj na levo stran, kjer je Pori. Še vedno v posesti Pori, Pori strelja v bloku Hutmajer. Dovolj hiter Anže Zavalovšek, vendar je dovolj pozoren v fazi branjenja Dobaja, mirno Tiren Štahel vrača do Pridgarja. Obreht proti Založniku.
Ta do Dobaja. Znova Založnik, takoj slednji proti Obrehtu. Obreht je videl tekajočega Obretana na mestu Krivonok, Pipuš proti Plescu. Spreten, znajdljiv v tem primeru Založnik, ki je preprečil poizkus proti napada Prevaljčanov. Dobaj. In glavni sodnik je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata z neodločenih 2-2. Spremljali smo zares izjemen prvi del, videli kar 4 zadetke, katere si bomo lahko ogledali še enkrat. V vodstvo so prišli domači. V 3. minuti strelec zadetka Anže Zavalovšek, rutiniran zaključek tega nogometaša. Nato izenačenje v 26. Kogelnika, ki je s tem zadetkom dosegel svojega 13. v tej sezoni. Dokazal še enkrat več, da gre za sijajnega napadalca. Popoln preobrat je uspel gostom zgolj 3 minute kasneje, ko je po napaki Vidoška celotno situacijo izkoristili v pori in Dravograjčani so bili v 29. minuti v prednosti, nato pa v 36. minuti mojstrovina Plesca, sijajno preigravanje in zelo dober zaključek za končnih 2-2, kar se tiče prvega polčasa. Hvala za vašo pozornost in seveda vljudno vabljeni tudi k ogledu drugega dela.